pri nas na Štajerskem opozarjamo na pozornost s kozarcem, ne z zvoncem, da si ravno je zdaj čas korentovanja, pa bi lahko tudi z zvoncem. Torej, lep pozdrav vsem gostom, ki ste se prijazno odzvali na vabilo, na otvoritev razstave Ana Marija Toš, Kurenti in kurentovanje. Z njo sodelujemo v hotelu Mitra že tretjič, enkrat že z motivom kurentov, potem lani v poletnem času s čudovitimi podobami rož in lani, ko je imela na Mitrovem vrtu razstavo rož, sta sodelovala že z gospodom Francem Mlakarjem, ki je danes tudi tukaj z nami, ki je poskrbel za žive šopke rož v tej skupni razstavi. No, ob letošnjem kurentovanju pa tudi gospod Mlakar in Ana Marija Toš sodelujeta in smo včeraj tako odprli kombinirano razstavo motivov kurentov in kurentovanja slikarke Ane Marija Toš ob šopkih iz krep papirja, ki so tradicija, pustovanska in kurentovanska tradicija tudi v naših krajih. No, danes pa otvarjamo razširjeno razstavo slik. Včeraj smo imeli 8 slik in tudi 8 motivov z rožami iz krep papirja, danes pa več kot 20 del Ane Marija Toš z njej zelo ljubimi motivi. Prosim, gospa Toš, če lahko pozdravite goste, kasneje bomo pa nadaljevali. Dragi sorodniki, znanci, prijatelji in vsi ostali, ki ste se danes udeležili tega dogodka. Izjemno sem vesela, da ste prišli. Bom čist kratka, razstava je namenjena spominu na mojega moža. Avtorica je želela posvetiti to razstavo dr. Ljubu Tošu, preminulemu možu, in seveda tega se vsi z velikim spoštovanjem tudi spominjamo. Prosil pa bi gospoda Konrada Krajnca, mentorja slikarke Ane Marija Toš, gospoda Konrada iz Voličine, da pove nekaj besed o pogledu na njen ustvarjalni opus in način dela. Izvolite, gospod Konrad. Dobri večer in lep pozdrav prav vsem. Posebej prisrčni pozdrav avtorici nocojšnje razstave Ani Mariji. Poglejte, kako mineva čas. Ravno v tem času mineva 3 leta, kar smo tudi v tem prostoru odprli tematsko razstavo Rojstvo sončnega kuranta. Za Ana Mariji je značilno, da če tudi slika znan motiv, prav določen motiv, doda osebno noto, poetiko in tako ustvari podobo, ki je zmožna živeti lastno življenje. Poglejte, ko slikar ustvari motiv, doda osebno noto, poetiko in tako ustvari podobo, ki je zmožna živeti lastno življenje. Lahko rečemo, da je ustvaril likovno umetnost in da stopa na likovno pot umetnosti. To je spoznanje zgodovine umetnosti. Mnogo slikarjev išče v svojih delih likovni red, s hotenjem po lastni podobi, svetlobo, barvo, obliko, s prečiščenim likovnim tekstom. V kurentu je Ana Marija našla kažipot do sploščenega, barvno bogatega, manj tankočutnega likovnega izraza. Barva in svetloba sta nosilec likovnega teksta, oblika pa ji služi za zlaganje kompozicijskih elementov. Kurent naslika v vazi, v sneženju, v svojem prvobitnem okolju, kjer oznanja plodnost, rodovitnost in preganja sneg. Ta dela nosijo v sebi poetično noto in so pravi biseri. Kurent v urbanem okolju naslikam v prijazni, toplih, hladnih tonih, katera njih dela so na meji modernega slikarstva.
Kurent v ospredju je nosilec likovne zgodbe. To vrstno modernistično, ekspresionistično izražanje je lastno tovrstnemu slikarstvu. Dovoljuje svobodne deformacije naslikanega motiva v obliki in barvi. Ostale figure so kot barvne lise, ki so lepo umeščene v prostor in so del te usklajene kompozicije, ki se izražuje v uglašeno celoto. Upam se reči, da Ana-Marie s svojimi slikarskim opusom Kurentov pušča vidno sled, ki bo šla v korak z bodočimi generacijami. Ana-Marie nam s tem Kurentom zopet sporoča, da želi svoje veselje deliti z nami in samo danes, ne samo danes, ampak ves čas svoje slikarske poti. Za Ano-Marie smo pred mnogimi leti usklajevala likovni tekst. Danes sem ponosen, da ji lahko čestitam za lepo razstavo in za ustvarjena umetniška dela. Čestitam. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Konradu Krajncu za ta opis dela Ane-Marije Toš. Torej, današnji večer bomo ob otvoritvi te razširjene slikarske razstave namenjeni tudi predstavitvi dokumentarnega filma Kurent in kurentovanje njenega sina Mihaela Toša, v katerem smo Ptujčani, pa tudi nekateri strokovnjaki iz širše Slovenije spregovorili o pomenu, izvoru, smislu in podobi kurenta in kurentovanja. Ta film si bomo ogledali zdaj, ko bomo šli v ta drug prostor restauracije, tako da bomo s tem tudi na nek način otvorili razstavo. Še posebej bi se rad zahvalil tistim gostom, ki ste prišli tudi od daleč. Danes imamo med nami tudi dr. Nikota Toša, brata dr. Ljuba Toša. Imamo tukaj tudi gospoda Lipuščka, našega znanega novinarja, dopisnika in strokovnjaka na zunanji politiki, pa še kar nekaj drugih gostov, ki vas je prišlo tudi od daleč, tako da hvala lepa za obisk in da smo počaščeni z vašim obiskom vselej in vedno. Tako da jaz predlagam, da razstavo otvorimo in se premaknemo zdaj v prostor restauracije, kjer se bomo tako stoje, nekateri se lahko tudi usedete, če ne morete stati, pogledali tudi ta dokumentarni film. Pripravili smo pa tudi majhno pogostitev z našimi ptujskimi vini oziroma vini iz Haloz in Slovenskih Goric in seveda ptujskimi krofi, ki za pusta ne smejo manjkati na Ptuju. Tako da hvala lepa vsem za obisk, s tem otvarjamo z veseljem in častjo tudi to razstavo in vas vabim, da ostanete še z nami, da poklepetamo, predvsem pa, da si najprej ogledamo tudi ta dokumentarni film kot del današnjega večera. Hvala lepa. Da še povemo, kakih stavek, pol pa kar začnete? Ja. Izvoli, Miha, da predstaviš nastajanje tega filmčka. Hvala lepa vsem za obisk in kot smo pretekla leta poslušali intenzivno vpis na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, ko se je proces uveljavljanja začel, je potem prišla nekako korona in sedaj smo pri prvem pravem kurentovanju spet po letu 2020 in pred mikrofon smo povabili kar veliko množico kompetentnih sogovornikov in sogovornic in pripravili dokumentarec Kurent, kjer odgovorimo na vprašanje, kaj kurent je, odkot izvira in kaj je njegovo namen in poslanstvo. Ker pa letos obeležujemo tudi 130 let Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, je ta dokumentarec posvečen muzeju, posvečen je pa dejansko tudi vsem ljudem dobre volje, tako da nekaj še bomo spregovorili po ogledu in gospod Peter, začnemo in želim vam obilo užitkov.
Spoštovane in spoštovani, lep pozdrav na Ptujske, v deželi Kurenta. Naj dobri duh Kurenta preplavi vso deželo.